Vsi se sprašujete, kako je Islamska republika še vedno na oblasti, kaj ne? Zakaj ljudje v Iranu še niso strmoglavili režima? In Iran, katerega vojska je bila uničena, katerega gospodarstvo ima 115% inflacijo, katerega BDP se je v nekaj tednih zmanjšal za 70 milijard dolarjev, sedi nasproti Združenim državam Amerike na pogajanjih o premirju in se ne obnaša kot poražena država, ampak deluje kot država z možnostmi in dosega svoje cilje. Kako so sploh še vedno za mizo z enim najboljših pogajalcev na svetu? Mislim, to je kar impresiven dosežek, vendar ni presenečenje za tiste, ki so Iran pozorno spremljali že od samega začetka. Namig za vsa ta vprašanja je pravzaprav v tem, kar se dogaja v Izraelu prav zdaj. Vojna s Hezbolahom se je znova začela. Zaostrene omejitve po celotnem severu, Hezbolah ponovno strelja in vse to se dogaja ravno na vrhuncu pogajanj, ki vključujejo Hezbolah kot del pogojev. Kako je to mogoče? No, odgovor ni le v vojaški moči, kot ponavadi mislimo, saj Iran tega pravzaprav nima več veliko. Gre za nekaj veliko bolj zanimivega. Strategija preživetja, ki je bila tako premišljeno zgrajena v 47 letih, da je niti vojna takšnega obsega ni uspela zlomiti. In ko boste enkrat videli, kako deluje, nikoli več ne boste brali naslovov o Iranu na enak način. Dobrodošli v oddaji Mira Kešo na JNS-TV. Pojdimo kar takoj na stvar. Medtem ko spremljamo ta konflikt, smo merili napačno stvar. Štejemo uničene objekte, ubite poveljnike, uničene rakete, gospodarski zlom in sklepamo, da Iran izgublja. In po teh merilih res izgublja. Njihova zračna obramba je skoraj povsem uničena. Njihovo višje vojaško poveljstvo je bilo odstranjeno, njihove obveščevalne službe so uničene. Ali ste vedeli, da ameriške in izraelske obveščevalne službe prestrezajo ukaze iranskega generalštaba in jih preberejo, še preden ti pridejo do njihovih lastnih poveljnikov? Zaradi tega sta bila obveščevalni oddelek IRGC in Ministrstvo za obveščevalne dejavnosti tako zaposlena z medsebojnim rivalstvom in so se bali, da si med seboj prikrivajo informacije in so drug drugega sumili, da so kompromitirani. Medtem pa sta ZDA in Izrael na drugi strani delovala v popolni usklajenosti. Rusija zdaj izdeluje lastne drone, ker jih Iran ne more dobavljati. Kitajska se oddaljuje od iranske nafte in išče druge vire. Jedrski program je zaostal za več let. Po vseh običajnih merilih bi morala biti ta država končana. Toda Iran nikoli ni igral te igre. Pravzaprav te igre nikoli ni igral. Islamska republika je bila zgrajena okoli ene strateške ugotovitve že od svojih prvih dni. Niti treba zmagati, samo preživeti moraš. Moraš ostati na nogah, ko pritisk popusti, da preživiš vsako vlado, vsak režim sankcij, vsako vojaško kampanjo, vsak trenutek največje mednarodne pozornosti. In biti tam, še vedno delovati, ko se množica premakne k naslednji krizi. V trenutku, ko režim še vedno stoji, razglasi zmago, ker je preživetje edini pogoj za zmago, ki si ga je kdajkoli resnično postavil. To se sliši preprosto, vendar so posledice tega ogromne, saj se vsaka strategija, ki jo je Iran zgradil, vrti okoli te logike in to pojasnjuje vse, kar trenutno počnejo, doma, za pogajalsko mizo in tudi v Libanonu. Za začetek moramo razumeti, kako so preživeli notranje pritiske, na katere je vsak na Zahodu računal, da jih bodo zrušili. Iransko ljudstvo bo vstalo, zrušilo režim. Zahodni voditelji so to večkrat neposredno povedali. To je bil načrt. Pa vendar režim ni padel. 80% prebivalstva Irana nasprotuje tej zlobni vladi, pa je vseeno zgrajena tako, da ostane na oblasti dovolj dolgo, da preživi vse. IRGC, revolucionarna garda, nadzoruje več kot polovico celotnega iranskega gospodarstva. Gradbena podjetja, banke, uvozniki, proizvodnja, naftne pogodbe in tistih 20%, ki podpirajo režim, niso povezani samo zaradi svoje ideološke zavezanosti Islamski republiki. Povezuje jih denar. Plače, napredovanja pri pogodbah, stanovanja in poslovna dovoljenja. Vse to poteka prek iste institucije, ki vodi vojsko. Propad režima pomeni njihov finančni propad. Zato vztrajajo ne le zato, ker verjamejo v revolucijo, ampak ker je revolucija njihov vir preživetja in bi jih njen padec dobesedno uničil. To je njihova notranja arhitektura preživetja, ki je bila res pametno zasnovana, že od začetka. Zgradiš sistem, kjer ima dovolj ljudi dovolj za izgubiti, da bodo naredili vse, da sistem ostane, vključno s tem, da zatirajo tistih 80%, ki si želijo njegovega konca. In res so zatirali. Govorimo za trenutek o ljudeh v Iranu, ker se mi zdi, da so postali le tema pogovora, namesto da bi jih videli kot skupino junaških ljudi, ki trpijo pod izjemno krutostjo. Januarja letos so Iranci množično odšli na ulice v največjem valu protestov, kar jih je Islamska republika kdaj doživela. Režim je ubil najmanj 42 tisoč ljudi, da bi jih zatrl. 42 tisoč.
Mimogrede, to številko je navedel sam Donald Trump, ki se je skliceval na obveščevalne ocene in glede na situacijo bi se ta številka lahko še precej povečala. To so ljudje, ki so si ogledali vse, kar ima režim in se odločili, da je cena molka višja od cene govora. In odgovor režima na njihov poskus protesta je bil, da so jih pobili v tolikšnem številu, ki bi končale večino vlad na svetu. Ženske, ki so si snemale hidžabe, čeprav so vedele, da jih bo to stalo. Mladi moški, ki so stali na ulicah, čeprav so vedeli, da prihaja obleganje. Tistih 80% je že desetletja plačevalo za preživetje tega režima s svojimi življenji. In januar je bil eden najbolj očitnih primerov tega. Vsak dan razmišljam o tem, koliko ti ljudje trpijo. In lahko se hitro ujameš v razmišljanje, kakšna bo naslednja poteza in ali bo prišlo do dogovora. Toda ljudje v Iranu so tisti, ki dejansko trpijo posledice tega. In tega ne smemo pozabiti. Režim je izvedel najdaljšo vsedržavno prekinitev interneta v zabeleženi zgodovini, 88 dni. Povezljivost je padla na 4% običajnih ravni, ker bi s prostim dostopom do interneta svet izvedel, koliko žrtev povzroča režim. Ko je bil ta teden internet delno obnovljen, na isti dan, ko so napredovala pogajanja o premirju, je režim hkrati uvažal kitajsko opremo za vzpostavitev trajne infrastrukture za izklop, da mu naslednjič ne bo treba improvizirati. Dejstvo, da med pogajanji razmišljajo o tem, kaj bo naslednjič, pove vse. Popolnoma se zavedajo, da prihaja nov krog in načrtujejo, da bodo takrat živi in dejavni. Tistih 80% je treba držati ločene, da ne morejo prešteti svojih mrtvih, se organizirati ali svetu pokazati, kaj se jim dogaja, če želi režim preživeti. V islamski tradiciji obstaja pojem imenovan hudna, začasno premirje, v katerega se namerno vstopi, ko si prešibak, da bi zmagal, in je namenjeno prav temu, da si pridobiš čas za obnovo, preden nadaljuješ. Ta vzorec izvira iz leta 628 našega štetja, ko Mohamedove sile niso mogle zmagati v neposrednem spopadu. Strinjal se je s tistim, kar je izgledalo kot pomemben mirovni sporazum, izkoristil premor za ponovno organizacijo in nadaljeval, ko je bil dovolj močan. Ta vzorec je znan in se že desetletja neprekinjeno pojavlja v iranski zunanji politiki ter je vsakič deloval. Leta 2003 so Iran ujeli s tajnim jedrskim objektom, pod mednarodnim pritiskom so se strinjali z ustavitvijo obogatitve. Svet si je oddahnil. 2 leti kasneje so ponovno začeli. Leta 2015 je bil podpisan JCPOA, mednarodna skupnost praznuje. Iran prejme $150 milijard zaradi omilitve sankcij in to obdobje izkoristi za financiranje Hezbolaha s $50 milijoni na mesec. Za širitev šiitskih milic po Iraku in Siriji, za pospešitev svojega raketnega programa hitreje kot pred dogovorom, za krepitev grožnje Hutijev v Jemnu do te mere, da bi njena odprava trajala leta. Vsak dolar pridobljen z omilitvijo sankcij je šel nekam. Šel je v mrežo posredniških sil. Šel je v dolgoročno igro. Ta teden Trump napove dogovor, ki je v bistvu v veliki meri že izpogajan. Očitno se to še naprej spreminja. Teheran je to imenoval okvir in nato takoj pojasnil, da jedrska vprašanja niso del trenutnih pogajanj, da ožina Hormuz ostaja pod iranskim nadzorom in da omilitev sankcij ostaja nespremenljivo stališče. Obe strani sta napovedali isti dogovor, a sta opisali povsem različna dogovora. Aprila je Iran sprejel premirje, pogojeno z vnovičnim odprtjem ožine in njenim ponovnim zaprtjem v nekaj urah, s čimer je izpolnjevanje pogojeval z novimi zahtevami, za katere je vedel, da jih bo Washington zavrnil. To smo že videli, vendar ne prihaja le iz Irana. To je islamska strategija. Nekaj dni potem, ko je Jasar Arafat leta 1993 na travniku Bele hiše podpisal sporazume iz Osla, je v Johannesburgu pred muslimanskim občinstvom izrecno primerjal Oslo s Hudajbijo. Premirje, ki ga je treba spoštovati le, dokler ni dovolj močan, da lahko nadaljuje. Zahodni diplomati, ki so leta delali na doseganju tega sporazuma, so nato leta zanikali, da je bil posnetek avtentičen, ker se niso mogli soočiti s tem, kaj to pomeni. Hudna ni teorija ali interpretacija. To je dokumentirana strategija, ki se uporablja odkrito. Zahod pa se vedno znova odloča, da je ne bo priznal. In še nekaj, kar temu trenutku daje njegovo polno težo. To ni prvič, da je Islamska republika pila iz tega, kar sama imenuje zastrupljeni kelih. Leta 1988, po 8 letih brutalne vojne z Irakom, je Homeini sprejel prekinitev ognja, ki jo je opisal prav s temi besedami. Ponižanje, predaja revolucionarnega načela, kelih strupa, popit za preživetje. Režim je prenesel ponižanje, obstal in se ponovno zgradil. Homeini je odšel, vendar je režim, ki ga je zgradil, še vedno tukaj in počne isto, kar so se njegovi nasledniki naučili od njega. Oče trenutnega vrhovnega voditelja je pil iz tega keliha, zdaj se sin sooča z istim kelihom. Institucionalni nevralni spomin sega desetletja nazaj in pravi:
popiga ponižanje, preživi in se ponovno zgradi. Posebna nevarnost trenutne strukture dogovora je v tem, da prva faza, delno omilitev sankcij, nekaj zmanjšanja pritiska, prinese Iranu točno to, kar potrebuje. Prostor za dihanje, medtem ko se jedrsko vprašanje preloži v drugo obdobje. Ko pride druga faza, bo sistem izkoristil olajšave iz prve faze, da se ponovno vzpostavi. To je že storil prej, dokumentacija obstaja. In vendar smo tu spet. Zdaj, tukaj je dokaz, ki potrjuje to teorijo, da to ni le neka izmišljena teorija zarote. Ko je Iran z Washingtonom pogajal o okvirju premirja, je zaščitil Libanon. Gazo je popolnoma izključil, Hamas je bil izpuščen. In znotraj palestinskega sveta je to povzročilo precej zmede in pojavljajo se vprašanja, zakaj je Iran v dogovor vključil Libanon, medtem ko je Gazo pustil izpostavljeno. Hamas zdaj javno ugotavlja, da je drugorazredni adut. To pa je tema za drugo oddajo. Je pa pokazatelj, kam so usmerjene prioritete Irana. Zagotovo stran od Gaze. Potem pa se je zgodilo še nekaj, kar skoraj nihče ni pravilno povezal. Iranski zunanji minister je javno zapisal, da se morajo ZDA odločiti, premirje ali nadaljevanje vojne prek Izraela. Oboje ni mogoče. Iran je zagrozil, da bo razveljavil celoten okvir premirja, če Hezbolah ne bo zaščiten v okviru njegovih določil. Iranski osnutek okvira je vključeval izjavo o koncu vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom, za čas trajanja pogajanj. To pomeni, da Iran poskuša izkoristiti mirovna pogajanja, da bi zamrznil izraelske operacije proti Hezbolahu, medtem ko diplomacija še poteka. Poslušajte to še enkrat. Iran sedi za pogajalsko mizo in zahteva, da pogajanja o mirovnem sporazumu zaščitijo Hezbolah pred vojaškim pritiskom, medtem ko Hezbolah hkrati izstreljuje rakete ter obnavlja in uničuje sever Izraela. Uporablja diplomacijo, da zaščiti svojo posredniško silo, medtem ko posrednik dokazuje, da mu diplomacija ne pomeni nič. Pogajalska miza se uporablja za zaščito prav tistega, zaradi česar je pogajalska miza nepomembna. Če spremljate izraelske novice, ste verjetno opazili, da se je vojna na severu proti Hezbolahu zaostrila in ponovno začela. Ob izstreljevanju ogromnih količin raket so se vrnile omejitve za civiliste, ki tam še vedno živijo, izraelske obrambne sile pa vstopajo globje v Libanon, kot je kdo pričakoval. To je razlog, zakaj je Libanon za Iran nenadomestljiv, in to razkriva vse o tem, kako Iran razmišlja o tem. Iransko omrežje posredniških sil ni bilo nikoli zgrajeno samo za vojskovanje. Zgrajeno je bilo zato, da Iran nikoli ne bi mogel biti popolnoma poražen. Ker bi vedno hkrati gorelo več žarišč po regiji, ki jih nobena vojaška kampanja ne bi mogla pogasiti istočasno. Hezbolah v Libanonu, šiitske milice v Iraku, Hutidži v Jemnu. Vsaka je zgrajena drugače, umeščena drugače. Vsaka zahteva popolnoma ločeno vojaško in politično rešitev za odstranitev. Namen nikoli ni bil, da bi katerakoli posredniška sila zmagal. Namen je bil, da nobenega od njih ni mogoče popolnoma izkoreniniti. In Hormuška ožina ostaja ves čas v iranskih rokah. Edina geografska prednost, ki je nobena bombna kampanja ne more uničiti, pomeni, da ima Iran vedno nek gospodarski adut pri vsaki pogajalski mizi, ne glede na to, kako uničena postane njegova vojska. Če ste zmedeni zaradi vseh različnih elementov, ki smo jih opisali, je to latanko bistvo. Iran žonglira s toliko različnimi entitetami, da jih lahko vse ohrani za pogajalsko mizo in ve, da tudi če ena pade, jih je še 10 drugih, ki jih lahko oživi, kar pomeni, da Iran preživi. Libanon je kraj, kjer je strategija prek posrednikov dosegla svojo skoraj popolno obliko. In dokaz za to niso orožja Hezbolaha. Dokaz je pravzaprav v libanonski vladi. Iran je 40 let in 50 milijonov dolarjev na mesec vlagal v izgradnjo Hezbolaha, ne le kot milice, ampak kot države v državi. Ima lastno gospodarstvo in politično krilo, ki sedi v libanonskem parlamentu. Ima lastne socialne storitve in finančna omrežja, prepletena skozi libanonske institucije tako temeljito, da bi odstranitev Hezbolaha pomenila razgradnjo samega Libanona. Še preden se je ta zadnja vojna sploh začela, je Reuters potrdil, da je Hezbolah porabljal teh 50 milijonov dolarjev za ponovno zalaganje svojih raket in upravljanje lastnih tovarn orožja na libanonskem ozemlju, ter se pripravljal na naslednji konflikt, za katerega je vedel, da prihaja. Obnavljali so, dobesedno, med premirjem, ki naj bi jih oslabilo. Premirje, naj vas spomnim, za katerega si je Zahod močno prizadeval. Spet so nasedli kratkoročnemu pogledu, kot da bi premirje dejansko vodilo do česarkoli drugega kot do naslednje vojne. To nam je zgodovina znova in znova pokazala.
Tudi če bi Hezbolah jutri predal vse svoje orožje, bi še vedno imel popolno sposobnost, da vse znova zgradi iz nič. Kajti orožje nikoli ni bistvo. Bistvo je ekosistem v ozadju. In ta je zgrajen tako, da preživi in vztraja, tudi če nikoli ne zmaga. Mimogrede, libanonska vlada to ve. Libanonska vojska je napovedala načrte za razorožitev, Hezbolah pa se jim je javno posmehoval. Libanonski zunanji minister je dejal, da Hezbolah ne bo odložil orožja brez odločitve Irana. Suverena država ne more odstraniti nečesa, kar je Iran gradil v njej 4 desetletja. Ta paraliza, vlada, ki se boji svojega lastnega gosta, je pravi iranski dosežek. To je tisto, kar je 40 let premirij dejansko ustvarilo. To ni le zaloga raket, to je stalna prisotnost znotraj države, ki se je država sama ne more znebiti. To je sistem lovk, ki se znajde na toliko različnih mestih, da ko eno izpuliš, druga preprosto zraste. Torej, ko Hezbolah danes izstreli rakete na severni Izrael, potem ko je izgubil celotno vodstvo, potem ko je bil prizadet močneje kot kadarkoli prej v zgodovini, Iran pošilja sporočilo, ki nima nobene zveze z vojaškim izidom tega določenega spopada. S tem sporoča, bombardirate nas do ruševin, pa vas še vedno lahko dosežemo prek tujega ozemlja, pri čemer izkoriščamo paralizo tuje vlade kot izstrelišče. Nikoli nam ni treba zmagati. Samo nikoli v resnici ne izgubimo. In s tem, ko v okviru dogovora tega tedna ščiti Libanon in zahteva, da vsaka prekinitev ognja zamrzne izraelske operacije tam, Iran zagotavlja, da ima naslednji krog premirij izhodišče za nadaljevanje. Če bi Islamska republika po naključju padla, je Hezbolah zasnovan tako, da se lahko znova razplamti. In ko pogledate vse, kar se dogaja prav zdaj, dogovor, ki ga obe strani opisujeta različno, internet, ki je bil obnovljen isti dan, ko so se pogajanja nadaljevala, s prihodom kitajske opreme, ki naj bi naslednjo zaustavitev naredila trajno. Libanonska vlada nemočno opazuje, kako Hezbolah strelja z libanonskega ozemlja, ne gre za ločene zgodbe. Gledate en organizem, ki počne eno stvar, ohranja 20% plačanih in zvestih, da ostalih 80% ostane potlačenih ter si kupuje čas s pogajanji. Tako kot je Homeini leta 1988 pridobil čas, ko je pil iz zastrupljenega keliha, a preživel, obnovil in ohranil vpliv v Libanonu. To je najjasnejši dokaz, če nekaj dovolj globoko vgradiš v institucije druge države, izkoristiš vsak premor, vsako prekinitev ognja in vsak trenutek, ko svet pogleda stran, tega ne more odstraniti niti ta država sama. Iransko ljudstvo ni ta režim. So 42.000 ljudi, ki so bili januarja ubiti, ker so si želeli nekaj drugega. So ženske, ki 3 mesece niso mogle priti v stik s svojimi sinovi v tujini, ker je režim moral skriti, kaj počnejo. So tistih 80%, ki že 47 let plačujejo za to strategijo preživetja s svojimi življenji in si zaslužijo živeti v državi, ki gradi nekaj drugega kot zgolj svoj lasten obstoj. A soočajo se s sistemom, ki je bil zgrajen prav zato, da ne pade, ne le ekonomsko, ampak tudi vojaško. Za razliko od drugih režimov, ki so vedno osredotočeni na zmago, Islamski republiki ni mar za zmago, skrbijo, da preživi dlje od drugih. In zato iranskemu narodu še ni uspelo strmoglaviti tega režima, ker je bil zasnovan prav zato, da preživi točno takšne situacije. In to je ključno vprašanje pri pogajanjih in pri zaostrovanjih v Libanonu. Oni se nikoli zares ne umaknejo in se tudi nikoli ne bodo. Torej je zdaj vprašanje, ali se vrnemo k vojaškim akcijam, ki škodujejo republiki, a hkrati stopnjujejo zaostrovanje s Hezbolahom. Ali pa nasedemo pogajalskim taktikam in upamo, da bo odvračanje delovalo. Kot je rekel Donald Trump, Iran nikoli ne zmaga v vojni, a tudi nikoli ne izgubi v pogajanjih. Ali je ta trenutek tisti, ko se strategija končno izčrpa, iskreno ne vemo. Ampak zdaj vsaj natančno veste, kaj gledate. Sem Jerke in se vidimo naslednjič.